Viva podcast za višjo kakovost življenja. Holesterol pred in po infarktu. Ste se kdaj vprašali, kaj se z bolnikom dogaja po infarktu, potem ko zapusti bolnišnico? Na pregledih pri kardiologu in v intenzivni rehabilitaciji sicer dobi močno spodbudo za spremembo življenjskega sloga. Kaj pa potem, ko se program zaključi? Pot ga lahko vodi nazaj v stare vzorce, ki povečajo tveganje za ponovni infarkt, ali pa v odločitev za temeljito spremembo življenja. V tokratni epizodi Vivinega podcasta spoznavamo izkušnjo Romana Petroviča, ki se je pri skoraj 50 letih čisto nepričakovano soočil z miokardnim infarktom in izbral drugo pot. Skupaj z njim odpiramo vprašanja, ki zadevajo številne bolnike. Kdo spremlja bolnika, ko se konča rehabilitacija? Zakaj so zdravila za zniževanje holesterola po infarktu ključna in zakaj takrat veljajo strožje meje? Kaj je lipoprotein A in zakaj je dobro vedeti, ali za nas predstavlja dodatno tveganje? In nenazadnje, kako vztrajati pri zdravilih, gibanju in zdravi prehrani? Bolnikovo zgodbo s strokovnimi pojasnili dopolnjuje kardiolog asistent dr. Marko Novakovič. Sekundarna preventiva se namreč ne zaključi z rehabilitacijo, ampak se prava pot takrat šele začne. Viva podcast! Moje življenje pred infarktom je potekalo čisto običajno, to pomeni družinsko življenje, oče, ene hčerke, poročen, redno delo v službi 8 ur, zraven službe še dopolnilna dejavnost na kmetiji, obdelava 12 hektarov vinograda, kar je verjetno povzročalo neki dodaten stres. Nisem imel nobenih problemov z zdravjem, res ne, sploh ne počutil sem se dobro, sploh ni bilo strah za zdravje, edino ena stvar, vedno sem imel malo v mislih, kaj če se mi pojavi kakšen rak, ne. To me je bilo vedno malo strah, raka na grli, raka na pljučih, ker sem pa bil strasten kadilec. To pomeni, ta infarkt, ki se mi je zgodil tega jutra v januarju, je bil za mene popolno presenečenje. Vsem drugim sem nekaj razumel, poznal neke stvari, o infarktu pa sploh se niti za to nisem poglabljal. O holesterolu sploh nisem do tistega dneva slišal nič, sploh me ni zanimal, tako sem rekel, običajno življenje, pa ogromno sem kadil. Pravega vzroka mi niso znali povedati, je sicer bil povečan holesterol, ampak nekih ekstremnih vrednosti pa ni bilo zaznati. Je pa bil holesterol povečan, ne. Jaz mislim, da je tu bil vse skupaj en trikotnik se ustvaril, to pomeni holesterol, kajenje, stres pa nezdrava prehrana, ne, neredna prehrana, ne. In verjetno potem je tu bil en skupek, prišel do enega trenutka, se je ustvaril strdek, ki se je sprostil in nažalost je prišlo do infarkta. To je bilo leta 2020, ko sem bil star 49 let. Glavni dejavniki tveganja za infarkt in sploh za vse ostale tovrstne srčno-žilne bolezni, nekaj jih delimo v dve skupini. Eni dejavniki so tisti, na katere ne moremo vplivati, ne. To so recimo moški spol je bolj tvegan za miokardni infarkt, potem pa starost. Starost je zelo pomemben dejavnik tveganja, nažalost na to ne moremo vplivati, pa tudi genetika, ne. Tisti, ki so imeli svojce, ki so v zgodnjih letih utrpeli recimo miokardni infarkt, možgansko kap ali pač v tem smislu nekaj podobnega, pač so načeloma bolj tvegani. Po drugi strani so tisti dejavniki, na katere lahko vplivamo. In tisti dejavniki so arterijska hipertenzija, sladkorna bolezen, dislipidemija oziroma povišana motena presnova krvnih maščob, torej kajenje, telesna neaktivnost in stres. Ampak moramo vedeti, da več jih imamo, se dejavniki tveganja ne seštevajo, ampak se množijo. In to pomeni, da če ima nekdo recimo, ne vem, ni telesno aktiven, je kadilec, pa še ima povišen holesterol, to je recimo takšen bolnik, je zelo, zelo tvegan, ker kot rečeno, se dejavniki tveganja samo množijo. Zdaj, kakšno vlogo ima holesterol? Kot rečeno, spada med najpomembnejše dejavnike tveganja za srčno-žilne bolezni, sploh za koronarno srčno bolezen. Torej,
če ne najbolj problematičen, pa potem pa sigurno v vrhu od vseh teh naštetih dejavnikov tveganja so prav dislipidemija oziroma povišan slab holesterol je v bistvu zato zelo, zelo pomemben. Zdaj, pri tistih, ki so imeli normalne vrednosti holesterola, pa tudi pri njih, če so utrpeli miokardni infarkt, zdravimo zelo, zelo intenzivno, ker je očitno tudi takšna relativno nižja vrednost LDL holesterola v bistvu očitno prispevala k nastanku ateroskleroze in na koncu tudi infarkta. Takoj po odpustu v bolnice sem imel v roku te dni kardiologa, kar mi je verjetno spremenilo življenje. Takoj naslednji dan sem opustil kajenje, res naslednji dan, bilo je zelo težko. Jaz sem živel s cigarete, skadal sem vsak dan 2 škatli pa pol. Potem smo s kardiologom rekla, da to trebamo črtati, res takoj naslednji dan več nisem kadil. Opisal mi je potem zdravljenje, kako bo potekalo, prebral mi je vrednosti v krvi, holesterola in tega, predpisal določene tablete in opisal, kako bo potekala rehabilitacija. V roku 14 dni sem imel srečo, je bil rehabilitacijski kabinet nezaseden, sem začel z rehabilitacijo v kardiovaskularnem kabinetu Splošne bolnišnice Ptuj, ki je potekala na kolesu, potekala je 3 mesece in to mislim, da mi je spremenilo pa rešilo življenje. Tu sem kolesaral vsak drugi dan ob prisotnosti fizioterapevtke in diplomirane medicinske sestre. Ker sem pa to vzljubil, pa sem potem takoj še začel doma popoldan redno z sprehodi in z kolesarjenjem. In samo zanimivost, ko sem sedel prvič na kolo po infarktu, nisem mogel pripeljati 5 kilometrov. To je zelo pomembno, ker potem bom povedal podatek, koliko prevozim danes. Ali pa če vam samo kar omenim, moj osebni rekord je letos iz 25. maja, v 24 urah sem prevozil 505 kilometrov z ekipo 7 profesionalnih kolesarjev. To pomeni iz Lenarta do Beograda. Ja, zraven spremembe, da sem začel športno živeti, potem to potegne za sabo potem neke druge dejavnike, ki so nujno potrebni, predvsem zdrava prehrana, redna prehrana, 5-krat na obroke, zdrava prehrana, ogromno piščančjega mesa, praktično prehrana, ki se prehranjujejo vrhunski športniki. Seveda pa tu zdravila, ki so mi jih takrat predpisali, so ostala. Ostala so mi zdravila za zmanjšanje holesterola, za uravnavanje pulza, pa za redčenje krvi, ki jih pač bom moral do konca življenja zaužiti. Tako da, s tem sem se sprijaznil, to upoštevam, počutim se ful dobro. To je to. Zdaj bolnik, po utrpelem miokardnem infarktu, je pač seveda bil hospitaliziran in tudi takrat v bolnici dobi številna navodila in sploh v luči tega, da je to en tudi zelo stresen dogodek, nov življenjski dogodek, je v bistvu tudi absorpcija vseh teh informacij bistveno manjša. Zato načeloma bolnikom tudi v odpustnici nekako napišemo, pač kakšna so neka osnovna navodila. Osnovna navodila so, da pač, če je že odpuščen iz bolnice, da to ne pomeni, da mora zdaj ležati doma, ampak pač, da se lahko recimo gre na sprehode, za začetek pač po ravnem. Bolniki načeloma dobijo tudi vsa ostala navodila, kako je s prehrano, kako je z dejavniki tveganja, ampak kot rečeno, teh informacij je res mnogo preveč in zaradi tega tudi pridejo pol k nam na rehabilitacijo, da se potem to nekako bolj podrobno, da se ukvarjamo z vsemi njihovimi dejavniki tveganja. Torej ja,
rehabilitacija po srčno-žilnem dogodku oziroma infarktu, načeloma seveda kot vsaka vrsta rehabilitacije nekako temelji na telesni vadbi. Torej, vsi bolniki, ki k nam pridejo, vedo, da bodo pač veliko telovadili, ampak je kardiološka rehabilitacija bistveno več kot samo to. Torej, naš cilj je, da odpravimo vse dejavnike tveganja, tiste, na katere lahko vplivamo. In to je pač naš osnovni cilj. Zakaj? Zato, da se miokardni infarkt ne ponovi. In da pač bolniki nekako potem, ko so zaključili s to eno zgodbo, ki se reče infarkt, da potem se nekako probajo čim prej in čim bolj nekako kvalitetno vrniti v eno normalno življenje. Drugi cilj nekako je, da odmerke zdravil, ki so jih pač dobili, ki jih prejemajo od odpusta iz bolnišnice, pač da jih nekako uredimo, ker to v bolnišnici v 3 ali 5 dneh, kolikor traja hospitalizacija zaradi infarkta, povprečno, seveda so razlike, pač enostavno to ni možno, ker ena zdravila potrebujejo tudi 14 dni, da bi se v bistvu njihov učinek dejansko pokazal. Tako da tudi zaradi tega je rehabilitacija pomembna, ker imamo dovolj časa, da takšne stvari uredimo. In nenazadnje pač to tudi socialnega vidika, bolniki, ki mislijo, da so edini na svetu, sploh če je nekdo mlajši, star 40 ali 45, ki je utrpel infarkt, ko pride k nam na rehabilitacijo, potem vidi, da definitivno ni edini na tem svetu z infarktom, da so še drugi ljudje, ki imajo podobne težave, podobne skrbi, ampak nekako skupnimi močmi se to potem nekako, nam se zdi, pa tudi so študije pokazale, se to potem nekako lažje tudi obvladuje. Viva podcast. Prehrana in gibanje nažalost nista dovolj. Nenazadnje vidimo številne bolnike, ki so utrpeli infarkt, pa so čisto normalno živeli in so bili telesno aktivni. Pač neaktivnost in recimo nezdrava prehrana sta pač samo 2 od številnih dejavnikov tveganja. Tako da nažalost drugih dejavnikov tveganja se ne da urediti brez zdravil. Holesterol nažalost ne boli, oziroma nažalost pač ne boli in to, da se tisti plaki oziroma tiste naplastitve v srčnih in ostalih žilah pač delajo, tega bolnik ne čuti, pa vseeno se dela škoda. Tako da enostavno mi na ta način probamo jim razložiti, da tudi kljub dobri volji pač so zdravila pomembna, poleg zdravega življenjskega sloga. Torej, to se ne izključuje, samo se dopolnjuje. Po končani uradni rehabilitaciji sem dalje nadaljeval in še stopnjeval z zdravim načinom življenja, to pomeni ogromno športanja. Takoj sem imel spet obisk pri kardiologu in pa pri osebnem zdravniku, ki smo šli še enkrat skozi vso terapijo, ki mi je pomagala, nekih vmesnih vprašanj nisem imel, s tem sem se sprijaznil. Moram tu povedati, ne samo zelo dober odnos kardiologa in osebnega zdravnika, ob meni sta ves čas stala žena, hčerka, spodbujale, to je danes lepo slišati, ampak to izpeljati je pa zelo težko. In isti čas, ko sem vse to spreminjal, da ti potem nekdo stoji ob strani, sem še se vključil v koronarno društvo, ki pa dobi spet neke druge podatke, pozitivne podatke, tam je več teh bolnikov in potem se en drugi spodbujamo in si pomagamo. Zato sem danes tudi, ne samo da ogromno športam, sem aktivni član v koronarnem društvu in z svojimi nasveti probam pomagati tem mladi, ki začnejo, pridajo na to pot, da grejo skozi to, kar sem jaz šel. Ni lahko, ampak se pa splača. Seveda, ves čas vse te moje rehabilitacije sem bil konstantno na vezi z osebnim zdravnikom in z kardiologom. Normalno, te mejne vrednosti so se enormno znižale, sploh LDL, recimo današnji podatek je za mesec dni nazaj 0,98, to je
mejna vrednost fantastična, redko kdo jo verjetno dosega. S tem, da moram tu poudariti, ker tu pa je spet res zasluga kardiologov. Na začetku sem imel male probleme z mišicami, z bolečinami nog, ker pa je videl, kako se trudim, kako sem praktično na svoji začrtani poti uspešen, so mi potem menjale ene zdravila in sem prestal na injekcijo za znižanje holesterola, ki jo dobim enkrat na leto, ne, in res mi pomaga. Meritve pa holesterola pa imam 3-krat na leto. Jaz že sploh na začetku nisem imel bojazni glede tega, ne. Danes imamo ogromno teh Facebook nekih zgodb pa tega. Moja žena dela v zdravstvu in mi smo to hitro razčistili, ne. Da če hočem živeti, pač to, kaj mi je predpisano, morem, ne. Nikoli nisem niti pomislil, ampak očitno je to bila prava pot, ne, ker tako sem danes fit, verjetno nikoli v življenju nisem bil, ne. In zelo zanimivo je, ne, možakar star 55 let, ko se pelje s kolesom, ko z lahkoto prehiteva 30-letne fante, po eni taki težki bolezni, ne, to pomeni, sem verjetno res na pravi poti, ne. Glavni stebri te sekundarne preventive oziroma ukrepanja po infarktu so 3. Prvi je bolnik sam, drugi steber je absolutno splošni zdravnik oziroma osebni zdravnik, ki bolnika najbolj pozna, a ne to, pač mi nekako v specialističnih ambulantah poznamo samo en del bolnikove zgodbe, osebni zdravniki poznajo celotno zgodbo. In zaradi tega tudi ne samo, bom rekel, kar se tiče zdravljenja, ampak tudi širše, pač tudi socialno okolje in tako naprej. Tako da definitivno je družinski zdravnik ta drugi steber in seveda tretji steber je kardiolog in nekako bolniki po infarktu, načeloma sploh, če je bila poškodovana srčna mišica in so posledice infarkta, ki so vidne na srčni mišici, načeloma je nekako splanirano, da hodi na občasne kontrole tudi k kardiologu. Če pa je teh brazgotin oziroma teh posledic veliko in je zaradi tega prišlo že do srčnega popuščanja kot posledica infarkta, potem pa v tem primeru bolnik pač potrebuje in je tudi pač organizirano pač redne kontrole pri kardiologu, zato ker se pač mora terapija urediti, ker se mora relativno redno spremljati pač ta njegova srčna funkcija, večinoma z ultrazvokom in na koncu koncev, če so potrebne, če pride do poslabšanja, pač kardiolog potem zastavi tudi načrt zdravljenja in nekih drugih preventivnih ukrepov, pač da ne pride do recimo nevarnih aritmij in da se optimizira maksimalno pač njegova srčna funkcija. Tako kot sem na začetku rekel, holesterol oziroma LDL holesterol spada med najpomembnejše dejavnike tveganja za srčno-žilne bolezni, sploh za infarkt. In zato so pač narejene številne študije, ki so pokazale, kaj so učinkoviti ukrepi, da ne pride do ponovitve miokardnega infarkta. Ker moramo vedeti, da miokardni infarkt, če se je enkrat zgodil, tveganje, da nastane novi infarkt pri bolniku, ki ga je enkrat imel, je 6-krat večje kot pri tistih, ki nikoli niso imeli infarkta, da utrpijo prvi infarkt. In potem, če gremo pač urejati vse dejavnike tveganja, da do infarkta ne pride, je LDL holesterol se izkazal za med najpomembnejše in ta vrednost, ki je zdaj nekako prej bila 1,8, zdaj je pod 1,4 milimole na liter, to je kar dost intenzivno oziroma dost nizka vrednost, ampak se je izkazalo, da potem bolniki, ki imajo toliko nižje vrednosti in še 50% od tistih izhodiščnih pred infarktom, da je pri njih dejansko
dejansko tveganje za novi infarkt bistveno manjše. Zaradi tega pač te ciljne vrednosti, nažalost bolniki pogosto, ko grejo na odvzem krvi, pa vidijo tiste referenčne vrednosti. Te referenčne vrednosti veljajo, to so populacijske in veljajo za tiste, ki nimajo srčno-žilne bolezni, sploh niso imeli infarkta. Tako da pri vseh tistih, ki so imeli infarkt, so te vrednosti popolnoma irelevantne, ker je pri njih dejansko pomembno, da čim bolj intenzivno zmanjšamo pač LDL holesterol, ker infarkt je nastal zaradi tega, ker je prišlo do naplastitev v srčnih žilah. Mi te naplastitve enostavno moramo ustaviti, če nočemo novega infarkta, in zniževanje pač vrednosti LDL holesterola spada med najbolj učinkovite pač ukrepe, da to tudi dosežemo. Kar se tiče LPA-ja, to je v bistvu, o tem sicer je to znana molekula že nekaj časa, ampak se zdaj nekako vedno več o tem govori in recimo, 10 ali 15 plus let nazaj, ko smo imeli recimo bolnike z miokardnim infarktom, ki so recimo mlajši, ki niso imeli nekih jasnih dejavnikov tveganja in se je enostavno pač izkazalo, da ni nekega jasnega razloga, zakaj je do infarkta prišlo. Zdaj pa v bistvu pri teh bolnikih nekako, post festum v bistvu ugotavljamo, da pri številnih takih bolnikih v bistvu je, da imajo izrazito povišen LPA. LPA to je ena frakcija oziroma en delček v lipidogramu oziroma mi temu rečemo krvni sliki krvnih maščob. Ta LPA izgleda zelo podobno kot holesterol, kot LDL holesterol, torej pač ima dele, ki zlahka vstopajo v žilno steno. LPA je poseben, ker ima še eno dodatno, mi temu rečemo, kronico, s katero še lažje vstopa v žilno steno in tam dela še večjo škodo, se smatra. Sicer je LPA dosti še neraziskan, tudi določanje LPA-ja je tako, dosti bom rekel, je izziv, zato se mora še standardizirati, da bi potem sploh lahko začeli nekako normalno zdraviti, ampak LPA prihaja nekako v ospredje, nenazadnje tudi zdravila, ki delujejo ciljno na LPA, v bistvu prihajajo počasi. Pozabil sem reči, da je LPA, ne glede na to, kakšen je LDL, neodvisen dejavnik tveganja. Torej, to je zelo pomembno, ker bolniki rečejo, pa imam LDL je v redu, kaj pa zdaj hočejo komplicirajo s tem LPA-jem. LPA je tudi, ne glede na to, ne glede na vse ostale dejavnike tveganja, tudi LPA se je pokazal že v številnih študijah za neodvisen dejavnik tveganja. Torej, tisti, ki imajo višje vrednosti LPA-ja, ne glede na vse, imajo višje tveganje za miokardni infarkt. In zaradi tega mi vsem bolnikom, to delamo že 3 ali 4 leta, v bistvu vsem bolnikom, ki pridejo k nam na rehabilitacijo, jim določamo pač vrednosti LPA. In na ta način je v bistvu tudi to tveganje za ponovitev dogodka, je v bistvu tudi naše razmišljanje oziroma naša ocena tveganja se z LPA-jem tudi pač spremeni. In tudi sedaj, ko sem član koronarnega društva, imamo redno vsaki mesec razno predavanja o srčno-žilnih boleznih, in potem tu imamo vedno temo, vedno se kdo najde, ki je nasprotnik tega, potem se jaz oglasim in povem svojo zgodbo. Je pa za vse take, ki ne verjamejo, en znani slovenski igralec ima eno ful dobro komedijo, Holesterol ni igra, in to je en Matjaž Javšnik, ki je približno šel čez eno takšno zgodbo kot jaz, verjetno še celo hujšo, in če poznamo Javšnika, jaz ga sedaj že osebno poznam izpred 5 let, ali pa danes, ko gospod prelaufa maraton, mislim, da je to ena taka zgodba, ki je za verjetne. Na začetku, ko sem imel probleme z bolečinami v nogo in seveda po posveti z kardiologom, kar sem mu večno hvaležen, smo spremenili terapijo za holesterol in sem dobil injekcijo. V prvem letu 3 odmerke,
potem pa še vsako leto en odmerek. Zdaj tega več ne dobivam, zauživam pa tablete za holesterol, ki jih redno tudi vzamem. Mi smo bili 4, ki smo dobili to injekcijo, 4, ki smo to dobili, ne? Prvi v Sloveniji, ne? Za znižanje LDL-a, ne? In potem oni 3 sploh niso tega resno jemali, ne? Niso spremenili čisto nič, ne? En je celo pil kožuno, dobesedno, ne? On je mislil, da bo to čez noč tak, ne? Recimo, in če danes njega pogledamo, isto smo stara, ne? Njemu se je že 2-krat ponovilo, ne? Jaz pa praktično res živim zdaj z velikimi jadri, no. Torej, na voljo so nekakih jaz delim v 2 skupini. Prva skupina so temeljna oziroma osnovna antilipemična zdravila. To so v prvi vrsti statini. Statini so stara, dobra in preizkušena skupina zdravil. Poznamo jih že 40 let, praktično ali ogromna večina študij, ki je bila narejena, pač vse narejene skoraj študije so pokazale, da so statini varna in učinkovita zdravila za zdravljenje pač povišanega LDL-a in nenazadnje, da to prispeva k zmanjšanju novih srčno-žilnih dogodkov oziroma novih infarktov in srčno-žilne umrljivosti. Zdaj, statini obstajajo različni, eni so, bom rekel, bolj učinkoviti, eni so manj učinkoviti, pač pri bolnikih, ki imajo višje tveganje, bolniki po infarktu absolutno imajo višje tveganje, pač pri njih začnemo s tako imenovanimi bolj učinkovitimi oziroma mi temu rečemo visokopotentnimi statini. Če pa nismo dosegli tistih ciljnih vrednosti LDL-a, torej 50% znižanja in pod 1,4, pa potem statinu dodamo še ezetimibe. Zdaj, na srečo imamo v Sloveniji na voljo možnost kombinacije teh 2 zdravil, tako da bolnik ne bo jemal več zdravil, pač bosta 2 tableti v eni in pač je to. Če pa kljub jemanju zdravil, temeljnih zdravil, so vrednosti LDL še vedno previsoke. Zdaj, to višino je nekako, pač je tudi malo določena strani naše zavarovalnice, ampak če so res še vedno zelo visoke vrednosti LDL-a, takrat pa pridejo v upoštev še zdravila v obliki injekcij. Tako da imamo načeloma 3 zdravila na voljo, 2 od teh 3 se jemljeta 2-krat na mesec, najnovejše, torej inklisiralno se jemlje 2-krat na leto, ampak načeloma upoštev pride pač katero od teh 3 zdravil, pa tudi pri tistih bolnikih, ki so izrazito ogroženi, je tudi pa če je dokumentirano napredovanje ateroskleroze, takrat tudi, če je LPA izrazito povišan, ne glede na LDL v zdravljenje vključimo tudi injekcijska zdravila. Kot sem že rekel, holesterol ne boli, a ne? In te naplastitve, ki se delajo v žilah, načeloma ne bolijo. Ali ko začne boleti, pa je pomemben čas, da se ukrepa, ampak če, ne vem, zdravila za pritisk, če jih vi vzamete, pritisk se zniža in bolnik to načeloma čuti. Če, ne vem, nekoga glava boli, pa vzame lekadol, pač on čuti, da je prišlo do enega učinka. Učinka na LDL, na znižanje LDL-a bolnik direktno ne čuti in to je problem. In zato pač se pogosto pogovarjamo z bolniki, zakaj je pomembno pač jemati ta zdravila. Ko bolnikom razložimo, da je LDL med glavnimi vzroki za ponovitev infarkta in da so ta zdravila tako zelo učinkovita, potem pa je manj težav, kar se tiče jemanja teh zdravil. Tako da pač zelo, zelo pomembna je pravzaprav komunikacija. In zelo zanimivo je to, ne, ko imamo na društvu razne kakšne predavanje, vsako društvo ima potem enega strokovnega sodelavca, to je ponovadi zdravnik, ne, in na koncu vsakega predavanja reče, ne, če je koga tu, da ne upa vprašati javno, ne,
me naj poruka za rokav, gremo za 5 minut na stran in lahko potem pacienti vprašajo, ne. In res jaz to opazujem, ne, jaz poznam potem te zdravnike, ne, in vidim, ne, javno ne upa nihče vprašati, nihče se ne upa izpostaviti, ne, potem bogi ta zdravnik, ko ima brezplačna predavanja, ne, pa še potem 2 ure anonimno odgovarja, ne. Ne vem, zakaj se ljudje tega bojimo, saj to nič ni, če si bolan, če si doživel infarkt, če si kadil, saj to nič ni slabega, čez to smo pač šli, zdaj več ne kadimo, ne pijamo, hvala Bogu, jaz nikoli nisem pil, ne, kar je tudi zelo pomembno, ne, ker eni mislijo, da bodo, če bodo vzeli tablete, pa dale nič spremenili, da je to čudežno, ne. Ne, tablete samo pomagajo, ne, tudi pa moraš nekaj narediti. Res, ostalim bi svetoval, kateri nimajo opore, ne, najbolj pomembno je družina. Prvo se treba pogovoriti v družini, pa kaj hočeš. Če nimaš podpore od toliko zdravnika ali ne poznaš, ali ne, z nekih razlogov ne moreš priti do njega, probaj se vključiti, kot sem še enkrat povedal, v koronarno društvo. To so društva, ki delajo na prostovoljni bazi. Tam je ogromno teh ljudi, ko so šli čez te zgodbe, tako sem jaz. Mi smo vedno pripravljeni pomagati, z veseljem svetujem, z veseljem pomagam, ampak sam v svoji glavi pa moraš izčistiti, kaj si na koncu želiš. Najbolj pomembno je strašna volja do življenja, ne, kvalitetnega življenja. In res mi ni, niti sekunde mi ni žal, kaj sem vse dal skozi, koliko je treningov, ker zdaj komaj vidim, kako kvalitetno živim, ne. Bi pa tu poudaril, ne, najtežje obdobje pa je bilo opustiti kajenje, ne. Deben trening, debeno, da moraš tablete, nič ni tako težko, kot to, da sem mogel pustiti cigarete, ne. Zdaj se počutim svetovno, zdaj je 4 leta pa pol po infarktu, pravzaprav 5 let, živim čisto drugo življenje. Takšen primer, popolnoma tako 100% sprememba življenjskega sloga, mogoče ni tako pogosta. Je pa res, da je infarkt tako eno opozorilo, po katerem bolniki niso več tisti, kar so bili. In zdaj je samo pomembno, da bolnik potem, ko nadaljuje in želimo nadaljuje z normalnim življenjem, pač da te spremembe, ki se pač so se in se še bodo zgodile zaradi samega infarkta, da bodo pozitivne. Tako da ja, približno mislim, da okoli 50% bolnikov recimo preneha s kajenjem. To je mogoče, to niti ni toliko slab procent, ampak si želimo seveda bistveno več, ker je to zelo, zelo učinkovit ukrep, da zmanjšamo tveganje za novi infarkt recimo. Tako da pomembno je, da nadaljuje z zdravim življenjskim slogom. To, kar nam še vedno ne gre, to je prekomerna telesna teža. Tudi ko bolniki grejo od nas in tudi v koronarnih klubih je to malo boljše, ampak še vedno ne dovolj, da pač se telesna teža se mora še malo urediti in to so pač stvari, na katerih pač moramo še naprej delati. Stanje, kar se tiče sekundarne preventive v Sloveniji, je definitivno boljše v zadnjih recimo nekaj letih, ampak daleč od tega, da je idealno in absolutno so številne možnosti, da se še popravi. Rehabilitacijo, če je bolnik torej po infarktu, nekako rehabilitacijo delimo na 3 skupine. Prva je v bolnišnici, druga je ambulantna, to, ker načeloma jaz delam in ali zdraviliščno, zdaj ta pač eno ali drugo. In zdaj, ko bolnik pri nas zaključi, je zelo pomembna, takrat vstopa v 3. fazo. V tej 3. fazi se reče vseživljenjska rehabilitacija. Torej, niti slučajno ne moremo, če so se dejavniki tveganja nabirali pač leta in leta. Definitivno mi v 3 mesecih, kakor ponavadi traja rehabilitacija, pri nas ne moremo vse narediti, da zdaj vse to vrnemo na tiste začetne pač pogoje, niti slučajno. V Sloveniji imamo ogromno srečo s koronarnimi klubi
in pač društvi. To so organizacije, ki načeloma niso uraden del sistema, ampak so zelo pomembne in zame kot kardiologa so zelo pomembni zaradi tega, ker vem, da je bolnik vsaj pod neko vrsto nadzora. Seveda, da to niti približno ni takšen nadzor, kot je bil pri nas, ampak bolnik ga tudi ne rabi. Ampak je pomembno, da je vključen v recimo neko redno telesno aktivnost, redno telesno vadbo, ki jih pač koronarni klubi ponujajo. Tam so zelo pogosto pač imajo delavnice različne, v katerih tudi pač kardiologi, pa tudi druge specialnosti z veseljem sodelujemo, ker to je naložba v zmanjšanje tveganja za novi infarkt, tako da koronarni klubi in društva, zdi se mi, da potrebujejo še dodatno podporo strani vseh, da bi še boljše funkcionirali, ker da se še bolj popularizirajo, ker je še vedno premajhen delež bolnikov, ki od nas gre dejansko v koronarne klube. Študije so pokazale načeloma, da centralizacija v preventivni kardiologiji ni preveč, ne bom rekel, ni preveč smiselna, ampak je manj učinkovita. Pač mora se vse nekako spustiti na nekak lokalni nivo in koronarni klubi in društva dejansko to tudi so dejansko v vseh ali v večini tudi manjših krajev po Sloveniji, če niso koronarni klubi in društva ali tudi lahko skupaj so centri za krepitev zdravja, kjer je tudi možno, da bolniki so deležni v bistvu tudi nasvetov in tudi ukrepov v ohranjanje pač zdravega življenjskega sloga. Tako da centri za krepitev zdravja definitivno. Viva podcast! Pot okrevanja po infarktu se torej, kot sta pojasnila naša sogovornika, nadaljuje z doslednim jemanjem zdravil, zdravim življenjskim slogom in zavedanjem, da so spremembe dolgoročna naložba. Redni pregledi, sodelovanje z zdravnikom in odprt pogovor o dilemah pa bolniku pomagajo, da ostane na pravi poti. V tokratnem podcastu sta sodelovala bolnik Roman Petrovič in specialist kardiolog, asistent dr. Marko Novakovič. O podpori podjetja Novartis sem ga pripravila Mateja Jordan, za tehnično izvedbo pa je poskrbel Maj Štravs.